Ne smemo še pozabiti, da je Will Smith doživel pravo balkansko žurko na teh Oskarjih. Prvo se je smejal, potem se je stepel, potem mu je jebal mater I'm going to. in na koncu je še jokal. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow. Živijo barabe, moje lepe, drage. Korone več ni, tukaj je vojna, ampak danes bomo govorili o malo bolj zabavni stvari, ki je preplavila kakor tsunami internet oziroma vsa socialna omrežja. Onkraj čez lužo, tam pri Bidenovi bandi, so se odvijali Oskarji. Mislim, da se je to zgodilo danes, da je bila ura že čez polnoč, kjer je Will Smith, nič hudega sluteč, zavalil šamarčino svojemu sočrnemu, lahko to rečem, svojemu soborcu, sotrpinu v hollywoodski, gamatski industriji, Chrisu Rocku. Ta šamarčina bi lahko komu šla v učbenik, kako dati šamarčino. Pa tisti, ki še tega niste videli, dajmo si pogledati posnetek, pa potem pokomentiramo, ali je fake ali ni. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. No, tole je ta šamarčina. Ampak, preden začnemo, ne pozabiti, da je bil sponzor letošnjih Oskarjev BioNTech in Pfizer. Bravo! Super, dajmo posiljevati s tem cepivom. Morici ga dejte. Ste šli že na 4. odmerek oziroma na 4. booster? Upam, da ste šli in da ste odgovorni. Oziroma ne rabite, vojna je. Kaj ti bo virus, če se lahko zgodi vojna? Ja, Zelinski je narodni heroj. Ja, seveda je zopet tukaj prišlo vprašanje na plano, ali je to realno, ali je zaigrano, oziroma ali je real, ali je stage/fake. Jaz mislim, da ni narobe biti skeptičen, ko se gre za to hollywoodsko gamat in hollywoodski svet, kjer so razni igralci prejemniki oziroma bodoči prejemniki Oskarjev, nekateri so že lastniki enega ali več. Lep primer je recimo Leonardo DiCaprio, ki ima samo enega Oskarja, pa je dober igralec. Se pravi, če ti imaš Oskarja ali nimaš, to še ne pomeni, da si slab glumac. In ko se gre za hollywoodske igralce, filmske igralce na nivoju, tukaj je dovoljeno biti skeptičen. Jaz mislim, da je bilo to fake. Prva stvar, ki me je zmotila, kje so varnostniki. Dajmo se spomniti na Ligo prvakov in na razne nogometne tekme, kjer je oboževalec tekel na igrišče, ker je želel objeti prepotenega Cristiana Ronalda, da se ga bo doma zdrk. Fuck, Jan, kaj govoriš? Dej, pa otroci gledajo to. So varnostniki uleteli kot Američani na razprodaje, kot upokojenci na banko, ko je penzija, in kot pedofili na otroško igrišče. Malo me kliče. Snemam, te pokličem pol. Hvala. Dobro, ajde. Reči čau barabe. Čau, barabe. Ajde, čau. 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 So pritekli varnostniki, zbili tega ubogega reveža na tla, ga uklenili, lomili, zvili mu ložo, tetivo, spodnji biceps, skapulo, nidani. No, kasneje so ga seveda odvlekli iz igrišča, kjer je počakal, dokler ni prišla policija in ga leta odpeljala na policijsko postajo, bodi si domov. Kako to vem? To mi ni tuje, ker sem kot mlad fant dosti bil deležen v dostih pretepih, dosti pizdarijah, in ko si ti nasilen, te pridržijo do prihoda policije. No, vsaj nekaj skupnega imam z Will Smithom, če že milijonov ne. Tako da prva stvar, ki me zmotila, kje so varnostniki? Si predstavljate, da bi en Marjan iz Podvelke uletel na oder in zabombal Chrisa Rocka? Jaz mislim, da bi tukaj priletela Sia, Biden, Zelenski in še Putin, da bi tega človeka vrgli na tla, ga uklenili in odpeljali. Tukaj ni bilo niti enega varnostnika. Will Smith se je sprehodil nazaj in celo se je kulturno usedel. Tisti, ki je na odru, se pravi voditelj, tisti, ki bo Oskarja podelil, se pravi, ti, ko si na odru, so vse luči na tebi in si najbolj pomemben trenutno v tej dvorani. Če ne drugo, bi lahko pritekel eden ali vsaj dva varnostnika in stopila zraven Chris Rocka v primeru, da se Will Smithu še bolj utrga in gre nazaj na oder in poskuša z njim obračunati. Ampak varnostnikov ni bilo. Will Smith se
celo, kot sem dejal, lepo nazaj usedel, udobno in mu jebal mater. Oziroma rekel, da naj da njegovo ženo iz svojih kurčevih ust. Varnostniki so vedeli, kdo je Will Smith. To še ne pomeni, da varnostniki ne smejo preprečiti nasilja. Tukaj je šlo za nasilje. Da sem to jaz naredil na Valeti, jaz mislim, da bi še danes sedel oziroma bi jih par let nazaj prišel ven. Druga stvar, katera mi je bila malo čudna in smešna, Will Smith se je tej šali celo smejal. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Pa dajmo zdaj povedati, kaj je Chris Rock povedal. Chris Rock je meni faca, hud igralec, dobre ima fore, pravi nig. Dajmo prvo povedati, da žena od Will Smitha, mislim, da ima to bolezen alopecia, v slovenščini ne vem, ko se izgovori, alopecia, ne vem, v angleščini je alopecia. To je avtoimunska bolezen, kjer ti izpadajo lasje in dlake. Bral sem tudi, da se je pobrila do nule, tako kot sem pobrit jaz, zato ker je nagovorila k temu njena hčerka Will Smith. Ima avtoimunsko bolezen in zato je pač brez las. No in Chris Rock se je pošalil na to foro, da kome čaka, da vidi film G.I. Jane. Kdor se spomne, v tem filmu igra Demi Moore, kjer se je pobrila na nulo in igra vojakinjo. In je rekel, da se veseli dvojke, kjer bo igrala ona. Pač, ja, ok, iz bolezni se nikoli naročevati, ampak to so Oscarji, to je zabava in to je ta črni humor, kateri je pač nekako vedno bolj skenslal. To je pa ta cancel nation. Ampak ne smemo pozabiti, da se tukaj Will Smith smeji, pa tudi ona se smeji. Ampak če jo dobro pogledate, dobimo občutek, da se, moram zaglumiti, da mi ni cool. Se smeji in kot da se je spomnila, da mora zdaj zaigrati, da je ni cool. In ona je v trenutku spremenila faco iz v neko naduvano prasico in par trenutkov zatem je že Will Smith bil na odru in zalepil šamarčino Chris Rocku. Ampak tukaj se mi zopet poraja vprašanje. Zdaj si predstavljate, da je Marjan iz Podvelke svojo Marjanco na eni vaški veselici. Na tej vaški veselici je njegov sosed Anton, ima na odru nek stand-up in zbija šale. Pa reče, porka Madonna, od Marjana žena je pa štak grda, da je za psa ne bi imel. Marjan, kurba je še ti Anton tele. Marjanci pa ni všeč. In ker je Marjan copata, pove svoji Marjanci, porka Madonna, a te ni fajn, a te je užalo, jaz bom še tega Antona ubil. In Marjanca bi kot zvesta žena ga primla. Anton, ne nam je deli sraja, ko veš, da imamo že kredit, tugar, avto nisi plačal, avto nam bodo vzeli, ne nas se zdaj še tepi, boš Antonu plačuvo. Pusti me, Marjana, jaz ga zdaj na oder, jaz ga bom narezal tako pesa. Pusti ga, prosim te. No, nekako se Marjan uspe iztrgati iz zubljev svoje žene, pride na oder, ampak žena bi stekla za njim, da Marjana ustavi pred tem, da udari Antona. In jaz mislim, da bi tukaj enako reagirala žena od Will Smitha, ampak ona ni ne stekla za njim, ni bilo slišati, da se kregata, da bi ga poskušala ustaviti. Enostavno je Will Smith iz tega in mu zavalil šamarčno. Tako da že tukaj mi to smrdi, da jaz mislim, da če bi ta žena bila vsaj koliko toliko normalna, bi ga probala zaustaviti oziroma bi stekla za njim in jokala, ne delaj tega, sramoto boš nama naredil, vsi te poznajo. Ne smemo pa zopet pozabiti, da lahko se tukaj kuhajo kakšne druge zamere. Will Smith je nedolgo nazaj oziroma ne vem koliko nazaj, če sem iskren, govoril v enem videu, kjer ga je njegova žena prevarala in takrat so se ljudje napolno norčevali iz tega in mogoče je to vse v njemu vrelo in je pač Chris Rock bil pika na i. Ne vemo, kaj se dogaja. Avtomatsko, kot si ti svetovno znan, si kot se pravim, ti si svetilka in okoli so vešče in kot se ta svetilka prižge, vešče navalijo na te. Lahko je res Will Smitha to zmotilo oziroma je videl, da ženi ni prijetno in je res se to zgodilo, ampak zato, ker so takoj to igralci, smo vsi skeptični in vsi tako, zaigrano. Za Američane ni nič čudnega, če bi to bilo zaigrano. Ampak, ko sem pogledal to fotko, tukaj lahko vidimo, kako se je Chris Rock pripravil na šamarčino, tako faco imam jaz, ko vem, da mi ga bo trans vsak cajt porinil v moj anus. Javno otroci gledajo. No, Chris Rock je naredil nekako podoben obraz, ko je pričakoval udarec strani Will Smitha. Tako da že ta fotka mi je bila, mislim, da če ne bi pričakoval udarca, bi bil nekako tako awkward, oziroma zakaj hodiš proti meni. Na koncu tudi Will Smith joče, ampak ne smemo pozabiti, da Will Smith, tisti, ki ste gledali tisto serijo, kjer je on igral Prince of Bel-Air, ko se brije, zelo dobro je to odigral Will Smith in se je bril brez da mu foter pokaže, ker mislim, da mu je foter umrl ali ga je zapustil v tej seriji in on češ govori, ne rabim te, sam se bom naučil brit in tam je res dobro odigral, jokal je. I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. The hell with him!
How come you don't want me, man? Jaz mislim, da nekaj takega lahko tudi odigraš v Oskarjih. Se pravi, on je doživel pravo balkansko žurko, se je smejal, stepil, jeval mater in na koncu jokal. Dosti je dejavnikov, kateri nekako govorijo, da bi to lahko bilo fake, kot sem rekel, varnostniki, žena ni reagirala, varnostnikov sploh ni bilo. Will Smith je še kar sedel v dvorani, no in na koncu je prejel Oskarja. Če bi to bil pravičen svet, bi Will Smithu bila lahko komot odvzeta pravica do sodelovanja, do smrti na kakršnih koli Oskarjih. To bi bilo najbolj pošteno, zato ker če ti na taki prireditvi, na tako luksuzni, na visoki nogi, glamorozni prireditvi, narediš nekaj tako nasilnega. Se spomnite, recimo Lance Armstrong je dobil ne vem koliko olimpijskih medalj, ampak ko so mu dokazali, da je bil na dopingu, so mu vse medalje vzeli. Enako je v filmu, če si bil nasilen, ti vse Oskarje vzamejo in nikoli več Oskarja ne moreš dobiti. Ampak Will Smith je to noče dobil Oskarja in se prav v publiki zasmiliti, tako da jaz mislim, da je to samo eno podpiranje nasilja, kar za Američane ni nič čudnega. Hvala, ker ste gledali, lepo se imejte in veliko se smejte in ne gledajte porničev. Čau!